Lepo pozdravljeni. Upam, da vam grdo vreme ni pokvarilo velikonočnih praznikov in začetek delovnega tedna. Ja, v prvi aprilski oddaji bomo govorili o festivalu rock'n'roll filma, o prenovljenih spletnih straneh naše televizije. Na obisk prihaja odlična smučarka Ilka Štuhec, za glasbo pa bo nocoj poskrbel Jan Knez. Najprej pa bi lahko rekli, zavrtimo malce čas nazaj, skupina Buldožer in Žene in muškarci. Žene su tople, žene su meke, žene su blijede, žene su snene, žene su ukras prirode, žene su ženstvene, žene su ženstvene. Žene su stvarnost, žene su bajke, žene su žene, žene su majke, žene su ukras prirode, žene su ženstvene, žene su ženstvene. Muškarci su pravi muškarci. Muškarci su pravi muškarci. One ih mole da ih vole, da ih vole. One ih mole da ih vole, da ih vole. Jer žene vole žene samo kad su zaljubljene. Žene žive u pjesmi, žene žive u braku, žene uz goblene, a žene širene. Žene su inspiracija, žene su ženstvene, žene su ženstvene. Muškarci su pravi muškarci. Muškarci su pravi muškarci. Muškarci su pravi muškarci. Muškarci su pravi muškarci. Ali mjesto da ih miluju, da mi miluju milinu, da ih grle, da ih smogu, oni ih tuku i zaključavaju kuhinju. One ih mole da ih vole, da ih vole. One ih mole da ih vole, da ih vole. Ajmo sad svi! One ih mole da ih vole, da ih vole. One ih mole da ih vole, da ih vole. A sad svi zajedno! One ih mole da ih vole, da ih vole. Kaže, one ih mole da ih vole, da ih vole. A sad ja sam, jer žene vole žene samo kad su zaljubljene. Med 1. in 6. aprilom, torej ta teden, se bo v Mariboru odvrtelo kar 8 glasbenih dokumentarcev, ki se posvečajo slovenski in glasbeni dediščini in aktualnosti. Kot pravijo mnogi tudi organizatorji, je Maribor mesto z izredno razvitim glasbenim dogajanjem in bogato glasbeno zgodovino. Dober večer, Kristjan Robič. Zdravo. Prvo leto, torej festival rock'n'roll filma, ta teden od včeraj že, ste prvič v kinu Udarnik. Včeraj so odprli Pankerti z Dolgcajtom, da nam ni bilo glih Dolgcajt na en praznik.
A vam je bil dolg cajt, da ste se odločili organizirati tak festival? Je pomanjkanje te kulture v našem mestu? Točno tako, ja, dolg cajt po rock'n'rollu je mogoče to spodbudil, ker ljudje več nočejo gledati mainstreama in hočejo rock'n'roll videti. Zdaj pa jih bo, se opravičujem, Ja, vidim, da je napeta zelo situacija napeto, ja, glede non-stop me festivala. kličejo, vsi bi radi vedeli kaj več o tem, vsak radio, vsaka TV. Tako da, ja, fajn, me veseli, da sem danes tukaj in da bom lahko predstavil to, ker je to festival, ki je manjkal, tako si povedala. Mladi morajo izvedeti kaj več o tem, kaj se je dogajalo in tudi vsi drugi, ne, da rock'n'roll še živi. Seveda, da še živi in najbrž se vsi spomnijo malce starejše generacije, tudi seveda Maribor, jugoslovanski Liverpool. Kako je bilo včasih, vse to lahko torej ujamete tudi v dokumentarcih. Bi morda nekatere še posebej izpostavil, Kristjan? Ja, izpostavil bi vse pravzaprav. Evo, zdaj sem si dal na tiho. Včeraj, kot sem rekel, Pankerti, danes Sretno dete, to je dokumentarec o novem valu, ki je bil takrat, idoli, Azra, Prljavo kazalište, Bijelo dugme in tako dalje. Zelo dobro produciran dokumentarec Igorja Mirkoviča. Jutri so naši ponovno Kuzle in otroci socializma. Potem v četrtek Katniki kaže, da se boji, to je o Azri. V petek Rudi Oran predstavlja svoja dva dokumentarca Vlada Divljan, bivši pevec od Idolov, in 4 koncerti za Buldožer in, tak je naslov te zadnje turneje, ki jo je dokumentiral o Buldožer skupini, prej smo jih ravno kar videli spet. V soboto pa premiera novega filma od Ines Pletikos, ki je tudi, ki kaže, da se boji, naredila. To pa je o skupini Seksa, kako smo ušli v Evropo, ker so pač mogli pobegniti, v bistvu so bili na višku svoje kariere, ko se je začela vojna pri nas, jugoslovanska. Se bodo ti filmi samo predstavljali ali boste podelili tudi kakšne nagrade? Ne, to so predstave, zdaj, ker je prvič, ideja je bila od Dušana Hedla, Subkulturni azil predstavlja to in sem jaz zagrabil letos, pravi čas se mi je zdel za to in sem poklical malo okoli režiserje, vse te producente, so mi zbral neko listo, se osredotočil na Slovenijo in bivšo Jugoslavijo, čeprav tega posveta je ogromno, ne. In bomo predstavljali v soboto, pa še bo pol potem Koncert najbrž? Koncert, seveda. Kdo bo nastopil? Nastopili bomo Stari pes, ena skupina, alternativna, in jam session bo predvsem v bistvu, začeli bomo z jamom, ki je pač, da vsak igra po svoje, ne, in pol se bo to tako igralo, preigravalo, ne, brez kakšnih resnih glasbenih komadov, bom rekel, ne, ali zvrsti. Po moje bo bolj rockersko, glede na to, da je rock festival, ne, bo več rockerskih duš tam, ki bojo prišle, tako da pridite. Kakšen je sicer bil odziv včeraj, danes, kakšen bo, kaj pričakujete? Vredi, ja, zelo, zelo dobro. Torej, še imate čas do konca tedna, torej do sobote, poglejte tudi na spletnih straneh, objavljate seveda. Ja, najboljše so predstavili v programu, so naredili na Zavod Udarnik, mislim, da so .si. Oni so pol celi program lepo z vsemi temi trailerji dodali. Tako da tam, drugače pa so marsikje po Mariboru okoli tudi letaki, ali pa se gre mimo Udarnika, na kupovalni center, pa se zavije noter, pa se pogleda.
Hvala lepa za nocoj, Kristjan, in lepo, Hvala da tebi. imamo torej Mariborčani rock'n'roll na dlani. Poglejte, kaj se je dogajalo v vseh teh letih torej v Sloveniji in širše. Hvala še enkrat. Mi pa končajmo to rubriko, da takole rečem, z videospotom Kot se šika, Pankrti in 8. dan. Prvi dan je rekel, nebo in nebo zemlja, a bila stavba pusta in lačna veselja. Drugi dan je ustvaril oblok sred voda in loče vode kopna in vode neba. Tretji dan je ločil kopno in morje in na kopnem je pognala solata in je cvetelo polje. Četrti dan je ustvaril luči na nebu, da bi lažje gledal, kar je naredil. Peti dan je rekel, naj bodo ribe in ptice, da bilo veselo v vodi in v zraku veselice. Šesti dan je ustvaril bitja zemeljska in njihovega gospodarja, človeka. Sedmi dan je dokončal svoje delo in kmalu se mu je dolg cajt zazdelo. Zato je 8. dan ustvaril rok, da 8. dan je Bog ustvaril. Zato je 8. dan ustvaril rok, da 8. dan je Bog ustvaril. Takrat je v nebesih velika fešta, na zabavah zmeri
Ja, nocoj smo povabili na obisk odlično smučarko, ki je tudi letos uspešno zaključila smučarsko sezono. Ilka Štuhec, dober večer. Dober večer. Najprej že napaka, takoj pri napovedi uspešno si zaključila to sezono, ampak to še ne pomeni, da zaključila, da ti že počivaš in to, kakor si mi predstavljamo, seveda. Ne? Kakšna je zdaj situacija? Ja, v bistvu to prepričanje je res zmotno, no? Kajti smučarski treningi se nadaljujejo še v bistvu do konec maja, dokler je še sneg, ki je malo bližje kot v Švici ali na južni polobli, recimo. Potem pa tudi kar dalje kondicijske priprave in vse, tako da ti si res pravi dopust pride tam nekje julija, avgusta. A je julija in avgusta in potem že septembra ja, smučaj? Se ni, mislim, ni tega dopusta prav dosti, no, kaki teden, 10 dni mogoče. Vmes še kakšen krajši, drugače pa treningi in to je to. A si zadovoljna s preteklo smučarsko sezono, tekmovalno, mislim, seveda? Ja, sem vsekakor, no. Res, da bi lahko bilo na trenutke kakšna tekma boljše, ampak na splošno gledano prišla sem na finale v smuku, kar sem si tudi zastavila v bistvu na začetku sezone kot enega izmed ciljev. Nekaterih drugih mi žal ni uspelo izpolniti, ampak dobro, sem se dosti naučila in gremo dalje. Prihodnje leto so zimske olimpijske igre. Kakšne so tvoje pričakovanja? Najbrž velika. Ja, seveda, vsak si pač želi na olimpijadi dobrih rezultatov. Kaj točno me čaka, v bistvu ne vem, ker nisem še nikoli bila na olimpijadi. Tudi svetovno prvenstvo letos je bilo v bistvu prvo veliko tekmovanje za mene. Šla bom pač tja dobro pripravljena, dala od sebe vse, kar lahko in upam, da se izide. Najraje imaš smuk? Ja. Začela si že pri rosnih 2,5 letih, takole piše na tvoji spletni strani. Takrat si prvič samostojno smučala, sicer pa z resnejšimi treningi, pa že tudi, da takole rečem, pri rosnih 7 letih, kar hitro in najbrž zelo naporno. Otroštvo, mladost, kako si jih preživela? Ja, res je, pač to se vse skupaj začne zelo hitro, no, čeprav, če primerjam, na primer, čas, ko smo mi bili cicibani, to so tiste najmlajše kategorije, pač takrat pa zdaj je v bistvu kar velika razlika, no, mislim, bilo nas je več, vse skupaj je bila ena sama igra, zabava, zdaj je mogoče na trenutke malo preveč resno vse skupaj, no. Mogoče nekateri želijo preveč od svojih otrok in potem jim pač dostikrat žal ne uspe tega realizirati, no, otrokom, ker bi se radi zabavali, radi bi, da jim je fajn, po drugi strani pa tudi ustregli staršem, no. Kar se tiče moje mladosti in otroštva, v bistvu super, sem se imela. Kajti, dobro, nismo še takrat toliko potovali pa vse, ampak v bistvu sem se skozi šport naučila discipline, prioritet, delati, ne vem, in šolo in tekmovati naenkrat in vse skupaj, tako da super, no. No, vidi se, da se zabavaš kljub napornim treningom, napornim. Kako sploh zgleda, ne vem, pred tekmovanjem? A se da kdaj kaj zažurati, pa po tekmah, ne vem, ga kje zalomiti in to, ali tega ne poznaš? Ja, med sezono moram reči, da skoraj nič, no, ker imamo zelo naporen urnik, zdaj naslednji dan, ne vem, če tekma pa dober rezultat, je ali naslednja tekma, ali treba nekam daleč pač spet se spakirati pa potovati, tako da med sezono v bistvu razen tega, da ne vem, mogoče, če je kakšen dober rezultat, nazdravimo s kozarcem šampanjca in je to to. Si pa recimo, da po koncu sezone se tudi včasih dobimo vsi skupaj in malo proslavimo. Kaj imaš najraje razen smučanja? Kakšni so tvoji hobiji? Kaj Vodo. počneš v prostem času sploh? Zelo rada imam vodo, no, rada grem na morje, plavam, se kopam, uživam, sončim. Preberem tudi kar dosti knjig na morju, no, tam imam največ časa, čeprav bi se mogla včasih malo več učiti mogoče. Kako ti greš tudi? Počasi, ampak sigurno, bomo rekli temu. Kje se vidiš v prihodnosti po zaključku kariere, čeprav ta pravo, jaz mislim, da šele pride pri tebi? Ja, to vsekakor, ja. Ja. V bistvu ne razmišljam še tako daleč naprej, no, pač bomo videli, kam me bo zaneslo, vsekakor pa želim nekako stati v kontaktu s športom. Vidim, da pravijo, da te lahko vidijo tudi na kolesu tukaj okoli Maribora, pa to.
Ja, v bistvu, Downhill na Pohorju. Ja, nekaj let nazaj je bilo bolj downhill, ja, zdaj me mogoče bomo temu rekli malo pamet srečala, pa se malo bolj čuvam včasih, tako da pač, kar se kolesa tiče, je bolj, mislim, tudi od treninga odvisno, no, dosti sem tak na cesti, čeprav dobro, tudi to malo nevarno včasih. Včasih pa tudi seveda še na Pohorje. Ja, in kaj so trenerji rekli ti, downhill pa poškodbe in tako, nevarnost poškodb? Ja, to je vedno, no, na nek način, mislim, včasih se malo nerodna, tudi nevarnost, ne vem, se kar tako spotakne, pa bi si tudi lahko kaj naredila konec koncev. Ampak načeloma sem vedno, ko sem pač vozila in tudi v prihodnje imam nekje tak zadaj opozorilo, da vseeno pač se moram malo čuvati, pa mogoče pač ne dam tisti polni gas, ko bi lahko, no, pa malo bolj pobremcam včasih. Kdaj si se imela čas naučiti, Ilka, kuhati in peči pecivo? Konec tega tedna si vse presenetila s posebno potico. Kakšna je bila ta potica? Pa njihova. Ja, pač Smukaška v hecu potica. sem poimenovala smukaška potica, ja. Pač imela sem čas in sem se odločila, da bom probala narediti potico, ampak je žal nisem dovolj dobro zavila in ima pač samo 1,5 ovinek, tako da so pač rekli, da je smukaška. Ja, hvala lepa in vse najlepše in držimo pesti tudi v naslednji Hvala sezoni in lepa. malce si le spočijane. In bom si probala, ja. Hvala. Naša televizija Maribor se od danes naprej ponaša z novimi prenovljenimi spletnimi stranmi. Dober večer želim Nini Cverlin in Davorju Rupu. Dober večer. Tukaj bomo danes našim gledalcem predstavili, imamo tudi vse pripomočke, kako tole zdaj izgleda. Od danes naprej se je spletna stran naše televizije tudi aktivirala. Kakšne so razlike, kaj je novega, Nina, morda ti naprej? Ja, ta spletna stran je zagotovo bolj sodobna kot spletna stran, ki jo je televizija Maribor v sklopu spletne strani Radiotelevizije Slovenija imela doslej. Sedaj imamo več možnosti vplivati na vsebino, imamo lahko svoje lokalne novice, svoj spored z napovedniki oddaj, predstavljene bomo imeli oddaje oziroma so že ustvarjalce programa. In novost bo tudi, da bodo spletno stran lahko sooblikovali naši gledalci oziroma obiskovalci naših spletnih strani. Je bilo veliko dela, zahtevno delo, Davor? Ja, v osnovi je bilo že celotna spletna stran postavljena malo drugače, kot so večina spletnih strani. Ima eno posebno obliko, ki jo v bistvu zapolnjuje. To je en tak trak, preko katerega se potem ta trak vedno ponavlja in dobivaš posamezne elemente. Zdaj, spletna stran je bila zaradi tega mogoče nekaj posebnega, nekaj zanimivega za izdelati, je pa bilo relativno hitro za narediti. Vidim, da poročate, posebna rubrika, kjer se najbrž lahko vključujejo gledalci. Tako je, mi smo majhna ekipa, vsi pa si želimo informacije iz našega okolja, z naše ulice, kaj počno naši sosedje, kaj se dogaja v sosednji občini, kraju. In ker vsega mi ne moremo posneti, zabeležiti, pozivamo naše oziroma vabimo naše gledalce oziroma obiskovalce spletnih strani k sodelovanju, tako da lahko oni zabeležijo dogodek, napišejo tekst, napravijo fotografijo, morda posnamejo tudi filmček in mi bomo na naši spletni strani to tudi objavili. Morda, Davor, ker pokažeš, kje je ta, ker to je najbrž za naše gledalce zelo zanimivo. Torej, odslej lahko tudi vi sodelujete pri oblikovanju našega programa oziroma naše spletne strani. Postanete, lahko rečemo, pravi poročevalci. Točno, novinarji. Tukaj je eno majhno vabilo in tudi naslov, elektronski naslov, kamor lahko naši gledalci pošljajo podatke o svojem dogodku oziroma vse informacije, ki želijo, da bi bile objavljene na spletu. A pripravljate še kak način morda, da se gledalci lahko interaktivno vključijo? Ja. Na kak način? Ja, mi imamo še eno rubriko, to je koledar dogodkov. V tem koledarju dogodkov bi radi opozorili na dogodke oziroma neke prireditve, ki se na našem koncu dogajajo. Ali so to, ne vem, otvoritve kakšnih razstav, športni dogodki,
ne vem, srečanja gasilskih društev, karkoli. Če nam bodo gledalci poslali podatke o tem dogodku, bomo mi v ta koledar seveda to upisali. Na to bodo pa lahko vsi obiskovalci naših spletnih strani po datumu poiskali in bodo takoj videli, kaj se ta dan ob točno določeni uri dogaja v njihovi bližini. Zdaj, če gremo nazaj, predstavljeni so seveda tudi vsi sodelavci naše televizije, ustvarjalci programa, novinarji, uredniki. Ja, vsi še niso, ne? Skoraj da vsi. Ja, spletna stran se vsak dan dopolnjuje, to je živ medij, nekateri so že, nekateri bodo še. Tisti, ki želijo, bodo predstavljeni na spletu z besedilom, ki ga sami želijo, kot novinarji, snemalci, montažerji. Želimo predstaviti vse ustvarjalce našega televizijskega programa, ker program ne ustvarjamo samo novinarji in voditelji, ampak so to tudi velika skupina ljudi je za nami. No, zdajle, ko se mi malce še sprehajamo tukaj z Miško, predlagam malce glasbenega predaha. Tina Maze je tudi kar velikokrat nastopala letos tudi na spletu. Tudi na spletu, ja. In njene strani so vedno zelo dobro obiskane, novice o njej. Tako in seveda, kot se spodobi, in glede na to, da je bila prej tudi naša gostja, smučarka Ilka Štuhec, ki še ni posnela svoje prve skladbe in videospota, si mi zdajle malce spočimo. Tina Maze in My Way is My Decision.
Še vedno gledate oddajo Koktajl in mi klepetamo še vedno o prenovljenih spletnih straneh naše televizije. Nina in Davor sta naša gosta. Morda pokažemo, na spletnih straneh se da ogledati seveda tudi oddaje naše produkcije, naše televizije, med drugim tudi našo oddajo. Če slučajno kdaj seveda zamudite, lahko še enkrat pogledate. Če vas kako poseben gost posebej še zanima. Ne? Tukaj imate tudi podatke, ne, če se hočete pritožiti, če imate kakšno pobudo, ne, na koga se obrnete. Ne. Tukaj je urednik naveden, ne, in tudi njegov elektronski naslov, tako mislim, da bo vesel vsake vaše pošte. Ne. Ja. In pa pripombe, komplimente. Pa tudi pohvale, seveda. Tako, ja. Sicer smo tudi na Facebooku, tudi tam nas najdete. Ne, tudi na Facebooku in Twitterju. Ne. Facebook spletno stran, mislim, da vaši gledalci oziroma naši že poznajo. Ne. To je tvmb.si, kjer so v bistvu osnovne informacije o naši televiziji in tudi vse naše oddaje lahko tam najdete. Prisotni smo tudi na Twitterju. Na teh spletnih straneh si lahko našo televizijo ogledate tudi v živo. Torej, v živo live stream stisnete, kliknete. Sicer pa od oddaje, jaz mislim, da tudi naš dnevnik. Vse oddaje, ne? Vse oddaje, ki so predstavljene na spletnih straneh, imajo tudi arhiv oddaj, si je možno ogledati. Ja. Naprimer, oddaja Glasnik, prenovljena oddaja z studijem. 3 oddaje so že na spletu, ne? Nova bo, ki so jo danes naredili, bo na spletu jutri. Tako da vse je na enem mestu, vse, kar vas zanima in morda, kar ste zamudili. Morda, če se še ustavimo pri lokalnih novicah, pri novicah, ki si boste jih lahko prispevke o njih pogledali podrobneje v televizijskem dnevniku, lahko tukaj sproti spremljate. Tukaj opozorimo pravzaprav na to, kaj se najpomembnejšega v naši okolici dogaja. Ne? Danes, ne vem, smo imeli kriminaliste spet na obisku na Ptuju, potem ukvarjamo se že zadnje dni s poplavami v Podravju, najhuje v Dornavi. Opozarjamo, da se še da smučati na Mariborskem Pohorju, čeprav je april in tako naprej. Vse, kar je pač aktualnega, najdete torej na naših spletnih straneh. Hvala lepa obema, da sta bila naša gosta. Zdajle pa je na sporedu, mislim, da nagradna igra. Tako je, nagradna igra naše televizije. Znova poklanjamo 2 vstopnici za ogled predstave po vašem izboru v SNG Maribor. Pa začnimo. Takole, nocoj vam postavljamo znova novo nagradno vprašanje. Torej, spet si lahko pomagate s spletom in sicer ta petek je na sporedu v Mariborski operi in baletu najbolj znana slovenska opera. Kako se imenuje? A. Črne maske, B. Bele maske ali C. Beneške maske. Torej, ta petek je na sporedu opere in baleta SNG Maribor, zelo znana slovenska opera. Vi nam povejte, kako se imenuje. A. Črne maske, B. Bele maske ali C. Beneške maske. Naši telefonski številki sta 024 120 12 44 ali 024 120 12 50. 2 vstopnici. Halo, dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Dober večer. Samo. Samo, dober večer. Kako ste? Gre, v redu, pa vi? Ja, v redu, hvala, super družba, malce klepetamo, malce več glasbe zdaj za konec oddaje nocojšnje. Radi hodite v gledališče? Ja. Povejte, kaj vam je bolj všeč, opera, balet, drama? Drama. Drama. Ampak vseeno nocoj vas sprašujemo, katera opera igra ta petek v SNG Maribor? Črne maske. Črne maske, ja, bravo. Še imamo enega ljubitelja gledališča med našimi gledalci, pravilen odgovor in 2 vstopnici sta vaši. Sicer tudi zahajate v gledališče? Včasih več kot zdaj. Včasih več, takole, zdaj pa sta vstopnici vaši. Hvala lepa, da ste bili z nami, lep večer še naprej. Hvala. Takole, zdaj pa preskok v drugo, na naš oder. Malce drugačna glasba, za konec nocojšnje oddaje. Jan Knez bo poskrbel za glasbo nocoj in Kje je moj dom?
si bila, ko sem jaz začel živeti? Kje si bila, ko bi moral te objeti? Vendar poti brez smeri so vodile te drugam. Čakal sem te, poiskala sva se. Rekel sem ti, da si moja že od nekdaj, da te poznam in nikar nazaj ne glejva. Sonce ti je na obrazu narisalo srce. S poljubom pa si povedala vse. Moja pesem je bila kot prva lastovka in daleč drugi kraj te je poklicala. Ni ne vetra, ne dežja in srečna si prišla kot roža na dlani do mojega srca. Kje si bila, ko sem jaz začel živeti? Kje si bila, ko bi moral te objeti? Vendar poti brez smeri so vodile te drugam. Čakal sem te, poiskala sva se. Moja pesem je bila kot prva lastovka in daleč drugi kraj te je poklicala. Ni ne vetra, ne dežja in srečna si prišla kot roža na dlani do mojega srca. Meni je moč, čutim novo pomlad. Ti si z menoj sred neskončnih livad. Nisem metur, a poljubljam sladek cvet. S tvojo roko naprej v lepši svet. Moja pesem je bila kot prva lastovka in daleč drugi kraj te je poklicala. Ni ne vetra, ne dežja in srečna si prišla kot roža na dlani do mojega srca. Kot roža na dlani do mojega srca. Jan, dober večer. Dober večer, pozdravljene. Kako ste? Ja, super sem. Jaz mislim, da ste zdaj lepo božali ušesa našim gledalkam. Tudi jaz upam, da se je koga dotaknilo. Za kakšno glasbo gre? Pop? Ja, prepevam predvsem pop glasbo. Tele obe dve pesmici, ki sem jih sedaj izdal, sta obe dve popevki. Ta prvo ste že slišali, druga še bo. Ja, pop narodno zabavna mi je všeč. Tudi na kakšnih prireditvah, na kakšnih jubilejih, če me povabijo, pojem tudi narodno. Se pač prilagodim družbi, kakšna je, ampak v svojem repertoarju imam eno zabavno, eno narodno, eno zabavno, tako, če grem na obletnice ali pa kam. Sicer se celo življenje ne ukvarjate z glasbo ali pač ste? Ne, moram povedati, da se ukvarjam z petjem sedaj uradno 4 mesece. Drugače pa sem lansko leto v oddaji Dobro jutro bil izbran kot kandidat za Spremenimo življenje in vitalnost in tam so me tudi ugotovili, da sem pevski talent in so mi podarili študij solopetja pri Nacetu Junkarju
sem se celo leto vozil v Ljubljano, sem se učil skoraj vsak dan. Sem zraven malo fitnesiral, ker sem imel malo več kil, zdaj sem takole, kot vidite. Tako da sem kar marsikaj počel. Torej, pravzaprav ste izučen pevec pri Nacetu Junkarju. Ja, pri Nacetu Junkarju, ampak ker še jaz hočem vedno nekaj več, pa nadgrajevati, pa sedaj hodim še tudi k Dadi Kladenik v Mariboru, operni pevki, ki se vsi poznate, zelo dobri profesor. Seveda, saj je bila tudi naša gostja. Ja, tako da sem ful vesel, ja, ker še k njej pač na mesec kakšno uro grem. Treba se je piliti non-stop, pravijo, tako mi je tudi Nace povedal. Kakšna zvrst vas še privlači, kar bi želeli doseči na glasbenem področju v Sloveniji? Ja, jaz bi pač želel doseči, seveda, mene zelo veselijo nastopi, rad bi izdal svoj album. 14 dni nazaj sem napisal svojo lastno pesem, kjer še ni aranžma narejen, to se še zdaj je v pripravah. Tako da mislim, da do jeseni bi rad saj 5-6 pesmic skupaj spravil, ampak drugače pa ja, veseli me nastopanje. Rad bi se pojavljal tudi na kakšnem festivalu in tako. Imam cilj, pač to me veseli. Ja, držimo pesti za vas, nocoj se nam boste predstavili še z eno pesmijo, slišali bomo Pot do srca, takšne nežne pesmi, nič nogomet pa fuzbal vas ne zanima nocoj. Jaz sem bolj romantična duša, bolj čustven človek in te pesmice so mi pisane, mislim, da na kožu. Rad pa tudi zapojem narodne, saj pravim. Tudi doma, tudi na frajtonorcu malo zaigram, moj oče igra frajtonorcu, jaz sem tudi samo kot on, tako da ja, kar potegnem tudi frajtonorcu rad. Rad pa bi tudi mogoče kdaj, če bi prišel kakšen ansambl. No, kdo ve, morda pa kdo spremlja zdajle našo oddajo. Hvala še enkrat, da ste bili naš gost. Naj pesem pove ostalo, izvolite, oder je vaš. Hvala lepa. Jan, izvolite, Pot do srca. Hvala lepa. Dan se budi, draga moja, sonce ima tvoj obraz. Kam si se skrila, kje sanjaš, šel te bom spet poiskat. Bežen spomin je zame premalo, v njem se nič ne zgodi. Ko pa se boš ti vrnila, pa vse kot želela sva si. Srce, srce povej, kje je moj dom povej, tam kjer me čakaš ti, zaljubljenih oči. Srce, srce povej, kje je moj dom povej, pot me pelje tja, do tvojega srca. Srce, srce povej, kje je moj dom povej, le tam, kjer sva mi dva, zavedno, zavedno združena. Ti si nocoj, kako roža, nežna ob meni dišiš. Sreča bo tukaj ostala, zato ker zdaj z mano živiš. Srce, srce povej, kje je moj dom povej, tam kjer me čakaš ti, zaljubljenih oči. Srce, srce povej, kje je moj dom povej, pot me pelje tja, do tvojega srca. Srce, srce povej, kje je moj dom povej, le tam, kjer sva mi dva, zavedno, zavedno združena. Srce, srce povej, kje je moj dom povej,
kjer sva mi dva zavedno združena. Takole, prišli smo do konca nocojšnje oddaje. Kot vidite, za vsakogar nekaj, za vsak glasbeni okus. Nekaj se naše v naši oddaji Koktajl, zato se pa tudi tako imenujemo. Upam, da ste uživali v naši družbi. Ta teden bo delovno zelo kratek. Jaz upam, da ste se tega zelo razveselili, da boste v njem uživali. Upam, da bo lepše vreme že prihodnji torek, ko se znova vidimo. Do takrat pa uživajte in lep večer še naprej. Lahko noč.